Če bi bili žrtve predsodkov, bi rekli, odvetniki so dolgočasni in duhamorni. Ker pa ne podlegamo predsodkom, pravimo, odvetniki so sproščeni in odprti. No ja, vsaj nekateri. V odvetniško pisarno ponavadi vstopamo, ko smo že krepko v težavah. In kot da je ne bi imeli že teh dovolj, so tu še neosebni prostori. V odvetniški družbi Pečanac in Rakun pa je drugače. Pri njih je tudi že pregovorno, resnobno odvetniško življenje, razgibano in barvito. Je že tako, da v odvetniško pisarno praviloma stopimo takrat, ko smo že krepko v težavah. In kot da nas ne bi dovolj morile že te, so še poslovni prostori običajno tako uradni, da so kar strašljivi. V odvetniški družbi Pečanac in Rakun pa je drugače. Pri njih je tudi pregovorno, resnobno odvetniško življenje, barvito in razgibano. Jabolčno-zelena in vijolična barva za odvetniško pisarno pač nista ravno tipični, ampak tudi Matej Pečanac in Rok Rakun nista ravno tipična odvetnika. Rok in Matej sta se izkazala kot zelo hvaležna, predvsem to, ker sta zelo svobodomiselna. Nista klasična odvetnika, kakor se jih predstavljamo, ni neke tradicije, take bolj resnosti, še vedno je resnost, ampak ni pa na tradicionalen način. Kaj je recimo v navadni odvetniški pisarni? Dosti je nekih najbrž lesa, nekih... Tako, bom rekel, starinsko, bolj pohištvo, kakšen marmor, bolj take preverjene oziroma take zadeve, ki spominjajo tudi malo na zavarovalnice ali pa tudi na banke, recimo. To je tak klasičen primer. Pri njiju dveh je bilo pa že takoj pač razbrati, da hočeta nekaj več, da sta tudi že sama po sebi drugačna, torej si upata. Ko so jima predlagali vijolično barvo, ju je malo zaskrbelo. Za začetek sta dala prebarvati samo en steber. Čez 2 dni, ko se je barva posušila in sta preverila, kako deluje v prostoru, jima je bila zelo všeč. Od takrat naprej v predloge arhitektke Špele Modic nista več podvomila. Torej, naročniki vas niso omejevali. Kaj vas je omejevala, če vas niso naročniki? Najbolj nas je omejevala stavba sama. Kar je pri metalkini stavbi fino, je to, da je glavna konstrukcija iz betonskih stebrov in smo imeli torej znotraj tega tlorisa dosti manevrskega prostora. Omejeval pa nas je rastel oken na fasadi, ker seveda se vmesna stena, predelna stena med pisarnami ne more končati na oknu, ampak tam, kjer je prostor za to. Zato smo izhajali iz zunanje lupine stavbe in smo šli navznoter proti osrednjemu prostoru. In kar je nastalo to, da nobena stena v pisarnah ni pod kotom 90 stopinj, ampak so vse pod nekimi različnimi koti. Gre za torto. Na nek način tako, ja. Torej, v sredini je nastal zdaj en velik osrednji prostor. Kaj ste umestili v ta osrednji prostor? Tukaj je bilo kar nekaj stvari, ki jih je bilo potrebno umestiti, od recimo recepcijskega pulta. Seveda so imeli željo tudi po neki kuhinji, glede na to, da preživijo kar dosti prostora, to se skriva zdaj tukaj. Tudi s hladilnikom in z vsem. In pa arhivsko omaro za fascikle, ki pa jo skriva druga stran drsnih vrat. Razumem, elegantna rešitev. In se vidi spet prepletanje barv, ne? Ja, tukaj so pa naročniki zelo ubogljivi, ali kako naj to rečem, in se držijo tega, kar smo zastavili, tako da imajo tudi občutek za to in smo zelo zadovoljni s tem. Zadovoljni pa so tudi odvetniki, ki tukaj delajo. Iz svojih pisarn vidijo v recepcijo, skozi steno pa lahko pregledajo tudi, ali je njihov kolega zaposlen ali ne. Steklene stene so si želeli zato, da lahko med sabo komunicirajo brez besed, pa tudi zato, ker jim odprti prostori dajo občutek svobode. Seveda pa so morali upoštevati tudi vprašanje zasebnosti. Kaj pa z napisi, ker se mi zdi, da nima neke funkcije, da zakriva, ne? Je vse videti skozi, zakaj so te napisi in kako ste prišli na idejo? V bistvu ideja je bila, da bi mogli imeti en del kot zastrt, da se pač malo, da se lih ne vidi na prvo žogo direktno na mize, pa v pogled dokumentov, še posebej tukaj je delikatna zadeva, so to odvetniki. Tako da smo pol spet zaradi tega, ker
super naročniki, so ideje pač plavale in sta potem ona dva sama napisala oziroma prišli smo skupaj na idejo, da bi imeli pač neke napise in potem sta ona dva sama napisala svoje besede, katere bi šle notri in smo potem s tem rešili v bistvu, tako kot bomo rekel, nek delni zastor, še vedno se vidi, ampak ni pa tako direktno. Pred časom so se zaposleni odvetniki po napornem dnevu sproščali z igranjem namiznega nogometa. Zdaj se ne morejo več. Prostor za sprostitev so morali žrtvovati za dodatno pisarno. Pogrešajo namizni nogomet. Pogrešali pa bi tudi slike, če bi jih kdo odstranil s sten. Na slikah se pojavlja oziroma tudi ponavlja nek motiv. Hoteli smo neko celoto zapakirati, da bi bilo v bistvu neka rdeča nit in smo potem v bistvu nekako se pogovarjali, da bi imeli neke fotografije v vsaki pisarni. Prišli smo potem na to idejo spet zato, ker sta napredna, bomo rekel, smo prišli potem na ta izbor teh fotografij Charlesa Ebeca. Je na slikah mogoče celo neka povezano s celotno zgradbo Metalke? Je zagotovo, mislim, to je v bistvu neka urbana zadeva, pa še samo, bomo rekel, nismo zdaj tu na podeželju, ampak smo v samem centru Ljubljane, naročnika sta, bom rekel, urbana in skratka nisem videl tu nekih motivov, da bi zbirali neke jezera ali pa. Povsod so orehi. Slogan, ki sta ga naročnika sama v bistvu vnesla v to celostno grafično podobo, v celoto je stremo tudi najtrši orehe in mislim, da pove samo vse o tem, kaj zmorejo. Odvetniški prostori pa povedo veliko o ljudeh, ki delajo v njih. Niso le strokovno podkovani, ampak so tudi človeški.